tako, saj sem jih že velikokrat povedal, ampak so zanimive, ne. V bistvu verjetno je večina teh poslušalcev, ne, zdaj poslušajo je bila takrat, če tako rečemo v Plenicah, ne, ker smo mi to že začeli delati, ne. To je 32 let nazaj, ne. Takrat se je Jugoslavija, to je bila še Jugoslavija in takrat je sprejela Jugoslavija zakon s 1.1.89, je sprejela zakon o podjetjih in takrat naprej so lahko ta podjetja v privatni lasti funkcionirala. Pravzaprav proizvodnja so bila lahko že prej, ampak je bila omejitev 30 delavcev, trgovska pa niso mogla biti. No, jaz sem pa potem bil v medijski direktor enega velikega skratka izvoza v Sovjetsko zvezo, to je bila relativno velika funkcija, no, ampak potem sem kar nekaj je bilo tega korporativnega kako bi rekel, dela dovolj, zdelo se mi je, da znam sam boljš. Potem sem sicer ugotovil marsikdaj, ne, da seveda imajo te korporacije, ker Lek je res odlična firma bila in je tudi zelo dobro funkcionirala še zdaj. Recimo vidim, za nekatere stvari, da so bile odlične že takrat, ne. No, ampak sem od takrat tega dosti in sem rekel, da bom jaz kar sam na svoje šel in sem v enem trenutku, ko sem bil v Moskvi, sem rekel, jaz sem tega dost, na enem obisku smo bili, no, sem rekel, jaz sem tega dost, ne bom več tega počel in sem poklical domov ženo, sem rekel, poslušaj, jaz bom šel na svoje, ženo je skoraj kap, ne, imela sva 3 otroke, ne, si lahko predstavljaš, kako to izgleda, 3 otroke, jaz pa zdaj kar pustil dobro službo, res, ne, pa. No, ampak ja, potem smo pač tiste listke, potem sem pa najprej za začetek sem odprl zeliščno lekarno v blagovnici Astra, ki je izgledala taka, pač 10 kvadratnih metrov je imela, blagovnica je bila to tam za Bežigradom. No, ampak zanimivo je bilo to, ne, kako smo pravzaprav začeli s promocijo, ne. Takrat jaz nisem imel res nobenega denarja, ne. To je, recimo zdaj plača direktorja je sorazmerno dobra, ne, ali pa kar dobra, ne. Takrat je bila pa pač uravnilovka še nekoliko večja ali pa precej večja, kot je zdaj in nisem imel kakšnega kapitala, ne. In smo rekli, da bomo natisnili take in smo jih po Bežigradu raznosili vsi 3 otroci moji, ne, ta malega še sicer v vozičku, ona je samo, bi rekel. Torej, res od rojstva že zraven pri družinskem poslu, a ne? No, in smo te listke nosili okrog po blokih, po nabiralnikih in potem se je kar usul, ne, ko smo odprli smo s 1. aprilom in se je tam 3. aprila smo imeli že kar vrsto, tako je bilo kar zanimivo. No, pa sem pa podjetje v istem letu ustanovil in potem počasi začeli kockice zlagati, ne. Se ti zdi, Tone, da je bilo v tistem času, ko je bilo pa podjetništvo res popolna neznanka, verjetno, celo verjetno zelo stigmatizirano ali pa nerazumljeno, je bilo v tistem času težje? Ali misliš, da je danes težje, če primerjava to, da se recimo nekdo odloči in gre zdaj na svoje? Pa lej, tako, zmeri je težko ali pa lahko, kar obrneš, ne. Po eni strani je zmeri lahko, po drugi strani je zmeri težko, ne. Takrat je bilo recimo težje ravno to, kar si rekla, ne, ta stigmatizacija. Ljudje so to manj na nas gledali na ene požrešnejše, ki bodo neki, ne vem kaj, ne, privatniki, kao, ne, to se tako sliši, še danes se to tako sliši. No, po drugi strani, in je bilo iz tega težje, ne, po drugi strani je bilo pa tržišče relativno prazno, ne, manj zasedeno kot zdaj, no, mogoče tako, in je bilo zaradi tega lažje, ne. Danes je pa težje zato, ker je trg poln vsega, ne, je nemogoče. So pa druge razmere, mislim, podjetje lahko odpre zelo hitro, vse to hitro funkcionira in ni kakšne posebne težave. Mislim pa tako, no, saj vidite, ali pa vidiš, ne, če imaš zelo dobro idejo, ne, potem ta ideja gre in naredi svoje, ne, predvsem so to ideje, predvsem so inovacije, gledam, ker sem s farmacevtske stroke, gledam te velike farmacevtske družbe, ne, in čedalje bolj v bistvu vidim, da one delajo samo na razvoju, ne, samo na novih produktih, samo novo, kar je tisto, kar je novo. Vse drugo, še zdaj zadnje čase, pravzaprav upravljajo z inovacijami, ne, zdaj že niti ne sami ne razvijajo, ampak iščejo, kdo je kaj pametnega razvil, pa potem tam poberejo in tako, ja. Tukaj bi rada, Tone, se malce zadržala na področju farmacije, inovativnosti, vsega tega, pa vendar tudi te vprašala, glede na to, da imamo recimo Lek,
Krko in tako naprej. Kako pomembno je, da so v državi podjetja, ki so lahko neko središče znanja, je to pomagalo tudi kasneje celotnemu sektorju, kajti ko zdaj pogledamo recimo okoli, vidimo kar nekaj podjetij, podjetnikov, ki se ukvarja s tem področjem, od biotehnologije do farmacije, do dejansko inovativnih produktov. Je pomembno, da država ima tak sistem, ali misliš, da ta ekosistem lahko nastane, kje je teža? Na univerzah, kdaj in kako je treba to začeti razvijati? Jaz mislim, da jaz od nekdaj pravzaprav mislim, da je teža na izobraževanju. Odličen izobraževalni sistem v neki državi pomeni, da bo država uspešna dolgoročno. To je kar biti. To je še bolj pomembno kot zdravstvo, še bolj pomembno kot karkoli drugega, ker tukaj se vse začne, pri izobraževanju. No in seveda potem iz tega nastanejo tudi velika podjetja. Mi smo imeli na zelo veliko srečo, da smo živeli v Jugoslaviji, bi rekel, sem povedal iz katerega vidika, ker so nastala nekatera velika podjetja. In zdaj Slovenija je tako narejena, da svojo majhnostjo, da je zelo težko ustvarjeno veliko podjetje. Podjetje, kot je Krka, danes ustvariti se skoraj nemogoče. Podjetje, kot je Lek, v Sloveniji govorim. Zato, ker je tukaj en kup enih velikih takih ovir. In zdaj vsa ta velika podjetja, predvsem so povezane z majhnostjo Slovenije, z majhnostjo kadrov, z majhnostjo, ne vem kaj, recimo, če gledamo, če bi vzeli recimo IT, oziroma to elektroniko, najti, ne vem, veliko podjetje ustanoviti, najti 1000 ljudi ne moš. Skratka, druga stvar, to se pravi izobraževanje, potem pa ta velika podjetja, ki izobražujejo pravzaprav kadre. Jaz sem se pač kalil v Leku, tam sem delal 10 let, sem se zelo veliko naučil, jaz sem tudi Leku veliko dal, vsaj mislim, pa tudi kakšna stvar se recimo spomnim, kaj je bila taka velika. Je pa potem pa iz tega svojega znanja zbereš neke ideje ali pa in začneš recimo na novo, ali pa se dobi grupa ljudi, pa začne nekaj na novo. In potem seveda iz tega lahko rastejo tudi velike stvari. Pa se pravi, Slovenija ima to težavo, da je majčkana. In te majhnosti... Tukaj ti bom kregala. Jaz skozi govorim, da je ravno prav velika, ampak bo prišla nazaj na to ravno prav velikost. Govorim o velikih podjetjih, govorim o zelo velikih podjetjih. Drugače, kot kar se pa tiče inovativnosti, pa kar se tiče recimo nastajanja novih podjetij, pa kar se tiče klime, kljub temu, da govorimo, da je slava, toliko slava tudi ni. Mislim, da se da zelo veliko narediti in da ljudje si med sabo pomagajo, predvsem zato, ker se poznamo zelo. To se pravi, iz tega vidika je pa seveda zelo, zelo v redu. Govorim izključno in samo iz vidika tega ustvariti veliko podjetje. To je pa res zaradi majhnosti Slovenije. Težko. In tukaj se bova seveda strinjala. En komentar imava, potem pa se bi rada vrnila k tej odličnosti izobraževalnega sistema in kako ga vidiš danes. Komentar pa pravi, da ne vem, kdo ga je napisal, piše pa, da ima občutek, da ste bili včasih podjetniki bolj ambiciozni, bolj zaletavi kot danes. Deliš ta občutek? Ja, mogoče so bile razmere drugačne, mogoče je bilo lažje. Lažje je bilo videti, ampak po drugi strani, recimo se pa, mislim, sej, en del drži, en del pa mogoče tudi ne čist. Recimo, jaz gledam svoje podjetje. Mi smo v 30 letih prišli v 15 držav, imamo teh, nekaj čez 100 milijonov prometa in ne vem, tako. Fajn firma smo, moram reči, smo fajn podjetje. Ampak recimo, ko zdaj gledam, zdaj smo pa začeli, rekel, naša ta novejša strategija zadnjih nekaj let je pa, da se hočemo nekoliko bolj stabilizirati, pa nekoliko bolj razširiti, pa nekoliko bolj postati znani v tujini, predvsem v teh državah, kjer je ta farmacevtska proizvodnja pomembna in velika. Tle imamo pa kar malo težav. Mogoče bi rekel, da bi morali mogoče prej začeti. Zdaj je konkurenca velika. Ampak po drugi strani je pa zelo težko bilo priti z enim majčkanim podjetjem nekam pa reči, jaz sem pa velik. Nisi velik. In to vsi vidijo. Zdaj, ko imamo recimo, ko dosežeš, vse to je že stara resnica, ko dosežeš 100 milijonov prometa, takrat si pol recimo te nekako postavijo na zemljevid. Predtem pa
Tone, daj nam razkri, to me je vedno zanimalo in me je mikalo, da te vprašam. Dejansko, ko prideš kot majhen podjetnik, izšel si, kot si rekel, iz majhne trgovinice, Američani bi rekli mums and pups in potem začneš razvijati. Seveda ta pot, mislim, jaz občudujem podjetnike, vem, da je treba kar veliko dobesedno krvi dati v to, želje, strasti, življenja. Kako pa je, kako si reagiral, če so te kdaj podcenjevali? Ker se mi zdiš človek, ki pa tega ne prenaša. Ja, ne, jaz to čisto lepo prenašam. Jaz pač, kaj pa češ, ne? Realnost je realnost, ne, tle nimaš kaj, ne. Mislim, pač moraš biti, bi rekel, tukaj moraš biti malo politika, ne. Pa majhen moraš znati, ne. Pa majhen je treba biti tolerantni, ne. Pa majhen je treba razumeti. Jaz se nikoli nisem hotel delati, ker sem prišel na Zahod, se nikoli nisem hotel delati zahodnjaka, ne. Se mi zdi, da je to največja napaka, ki jo mi delamo. Jaz sem lepo povedal, da sem z Balkana. Pika. In so potem to nekako, se jim je zdaj kar presenečenje malo. Pa so bili kar pol, no sej, pa se izgleda kar v redu koga, ne. A veš, v tem smislu, ne, če bi se pa jaz delal nekaj, kar dejansko nisem, pa sej, pa jaz govorim tudi kakšen jezik, pa tako, ne. Ampak kljub vsemu, jaz sem iz Balkana in oni me imajo za Balkance, pa me ne imajo za Balkance. Tako, ker če si iz Afrike, pa rečeš, jaz sem iz Afrike, je to veliko boljše, kot rečeš, ja, jaz sem iz Afrike, ampak veste, jaz sem pa študiral v Londonu, pa v Berlinu, pa sem tu, ne, mislim, da treba je pač povedati, ne, ja, seveda, če te podcenjuje, ja, seveda, pa kakšno povedati, daj, kakšno pametno, ne, kaj te vprašajo, pa recimo, kad se spomnim, sem bil v Hamburgu, ne, sem prišel v eno podjetje, ne, ker smo želeli ga zastopati, se ga tudi zastopamo še danes, ne. In je bila tam direktorica izvoza, ki je izvažala vse povsod, ne. Pa sem rekel, poslušajte, mi pa ta del obvladamo, pa to. No, pa so se pogovarjali, rekli, kako te pa to. Ja, pa sem jim povedal, kako bomo registrirali, kako bomo prodajali, kakšne strategije marketinške bomo imeli, pa tako naprej. In je bila potem, mislila je, da bo pač naletela na eno luknjo, ne, ampak potem jaz sem za vse odgovore pripravljene rekla, saj fino, in sva se zmenila, v eni uri so mi dali pogodbo pripravljeno, ne. Torej, dve stvari, ena je avtentičnost, druga pa znanje. Ja, seveda. No, to sem že prej hotel tudi reči, ne. Seveda so izjeme, zmeri so izjeme, povsod so izjeme, ne, ampak načeloma ne verjamem v to, da lahko nekdo iz srednjo šolo ali pa glih s fakultete, pa ne bom rekel, ne verjamem v to. Zelo težko je, tako bom rekel, narediti podjetje eno veliko, kar iz nič, pa se učiti na svojih napakah, ne. To se mi zdi kar malo grozno, ne. Ker je frustrirajoče, je težko za tvojo družino, če že recimo imaš, ne. Za vse je zelo težko. Veliko boljše, da si dobiš neko osnovno izobrazbo, recimo na velikem podjetju se nekaj naučiš, ne. In potem rečeš, jaz sem pa to takole, ne. In potem veš tudi svojo pot približno. To je veliko lažje, kot da veš. Tone, novodobni, morda tudi celo vzorniki, recimo te veliki podjetniki, tipo Elon Musk in podobni, zelo veliko govorijo o tem, da formalna izobrazba nima smisla. Kakšen je tvoj odgovor na to? Jaz se strinjam, da je to res pri izjemnih posameznikih. Se pa ne morem strinjati, večina nas je pa bolj ali manj povprečnih, ne, ali pa tam plus minus, ne. In iskati izobrazbo, razen če nisi res izredno talentiran ali pa da imaš izredno neki fokus, pa tako naprej, iskati izobrazbo po terenu, bom rekel, ali pa samo po knjigah, je, bi rekel, težko, ne, zmeri imaš velike luknje, ne, tako da neka formalna izobrazba je po mojem mnenju v redu, da je, recimo, absolutno zaključene srednje šole, pa mogoče še, recimo, rekel, to, ko imamo zdaj bolonjsko, do prve bolonjske stopnje, jaz mislim, da je to kar nujno, no. Pol naprej je pa druga stvar, ampak ko pogledamo tudi Picasso, saj Picasso ni bil čisti samouk, on je tudi hodil po različnih šolah, ne, on se je tudi po različnih šolah učil, je videl, kje je kaj dobrega, se je naučil tehnike, večina se je res že naučil sam doma, večina se je sam doma naučil, že od očeta pa tako naprej, ampak
en del se je sam naučil, en del je pa tudi pridobil drugje, ne. Tle je zmeri, mislim, da je treba znanje iskati, no, in jaz bi rekel, da je ena taka formalna izobrazba najlažja pot do znanja, no, če češ. Ja. In tudi širina, ki jo vedno znova sporočaš, mogoče, Tone, prej si rekel, odličen izobraževalni sistem. Ocenjuješ, da Slovenija ima še vedno odličen izobraževalni sistem? Ja, zdaj, to je težko mene vprašati. Jaz že zelo dolgo nisem bil v izobraževalnem sistemu, ne vem, ne, ampak če gledam kandidate, ki pridejo, ne, mi imamo zdaj to srečo, da dobimo precej dobre kandidate, ne, da kar imamo pogoje dela zelo dobre, predvsem imamo krasno kulturo, potem tisti, ki pridejo noter, sploh zelo redko hoče stran, to moram reči, zelo redko. Če ni gledam, je sistem čist v redu. Ko pa poslušam koga drugega, ne, pa vse sorte govorijo, ne, da ni v redu, pa da je preveč tega, pa da je preveč onega. Mogoče smo malo premalo tržno usmerjeni, jaz bi rekel, da smo, ne, mogoče. Malo preveč te bazično neko znanje furamo, ampak po drugi strani pa to je zelo težko, to morajo res ljudje, ki se s tem ukvarjajo, pogruntati, kaj pravzaprav bi morali drugače. Mogoče je res malo premalo te tržne usmerjenosti, ker kot majhni se s temi bazičnimi raziskavami pa tako naprej najbrž ne bomo mogli nikoli ukvarjati, ali pa saj veliko ne. Ta del se mi zdi, no, drugače pa kaj pa jaz vem. Jaz sem se v zadnjem času, Tone, več ukvarjala s tem, ker sem vesela, da sem del strateškega sveta za digitalizacijo in smo se kar veliko ukvarjali, zadolžena sem pa prav za izobraževanje na to temo. In če bi samo poslušala, kaj ljudje govorijo, bi mogoče rekla, vse delamo narobe, ampak ker pa gledam raziskave in ker vidim podatke, pa vidim, da smo izjemno dobri. Recimo imamo v svetu največ srednješolsko, gimnazijsko izobraženih, kar je dobra osnova za naprej. Kar si seveda želimo je, da bi pridobivali še določena znanja strani IKT-ja, zato ker je to nekaj, kar bomo vsi rabili, ker smo v digitalni družbi. Ampak kar se pa tiče STEM-a, in to je pravzaprav področje, ki verjetno katere kandidate potem dobiš, je pa nekaj, kjer smo pa res odlični. In ta prehod, tako kot si rekel, trženjsko usmerjeni ali pa prehod iz znanosti v gospodarstvo, je pa nekaj, kjer vidimo, da se zgodi ta luknja. Ti si to zmogel. Kakšne so nasveti? Kaj narediti, da znanost ne bo samo bazična, ampak bo tudi aplikativna? Ja, to je pa ne vem, jaz sem bil zmeri, moje hčere so zmeri rekle, dve fazi smo imeli, celo tri, no. Ta mečkana je rekla, bo ati pribil, ta druga je pa rekla, bo ati prlimo, ne, če se je kaj polomil. Ne, ati zmeri znal to praktično narediti, ne, karkoli je že bilo, ne, še zmeri, ne. In jaz sem praktik in mi grejo te, bi rekel, teoretične stvari, mogoče malo težji, no. Ampak jih je seveda treba tudi se naučiti, pa je treba znati, ne, recimo na pamet se jaz nikoli nisem mogel nič naučiti, ne, še zdaj ne znam, bene pesnice recimo ne znam cele, hči jih zna pa enih 400 na pamet, ne, mislim, je bolj po ženi. No, tako da, to je težko, ne, ampak zelo verjetno bi se dalo v šolah tudi marsikaj narediti, ne, recimo te tehnični pouki, pa ne vem kaj, ne, da se en del tega, da se tudi pokaže, da je, da se v gimnazijah na nek način, recimo, ker zdaj so samo še gimnazije pravzaprav, ne, da se tam dobi tudi neke osnove, neke tehnične izobrazbe, mogoče tudi ne bi bilo tako slabo, ne, ker na te, ali pa tehnično naravoslovne, ne, ker na tem področju je največ in inovacij in svet gre tukaj najbolj naprej in tako naprej, ne, seveda, tudi pri filozofiji, da ne bomo rekli, da ne, ker tukaj smo tudi zelo dobri, a ne, ne. Ampak kljub vsemu mislim, da ta del mogoče malo manjka, no, pa bi bilo potem lažje, seveda, ne.
Vi imate v podjetju kar nekaj doktorjev znanosti. Povedal si, da imate odlično kulturo. Kako ste vključili ljudi, ki pridejo z fakultete, ki imajo seveda ogromno znanja, tudi teoretskega, in potem kako so začeli delovati v smeri dejansko transferja znanja iz znanosti, pa še vendarle so znanstveniki, dejansko v uporabno sfero? Ja, najprej pač seveda zberemo take, ki imajo to, bi rekel, praktičnost, nekako grajeno, ali pa ker se te praktičnosti zavedajo. Ne pa samo seveda tega, ker imamo in del tudi, bi rekel, zelo strokoven, ta del, ki se ukvarja z registracijami zdravil, je seveda tudi. Mimogrede lahko povem to, imamo ukvarjamo se predvsem z inovativnimi zdravili, s temi, ki res prinesejo, ali pa ne predvsem, samo z njimi, ki res prinesejo nekaj novega bolnikom, jih imamo okoli cirka 140, in ta zdravila je treba registrirati, in treba pripraviti vso dokumentacijo in tudi znanstveno podlago, ki jo seveda dobimo večinoma ali pa skoraj v celoti od proizvajalca, in del moramo pa tudi sami pripraviti. In seveda tukaj rabite tudi ljudi, ki se znajo usesti, pa naštudirati, pa to svoje znanje, ki so ga pridobili, potem noter tudi implementirati. Po drugi strani pa seveda tudi imamo tiste ljudi, ki so pa, tako kot si rekla, nekako bolj praktični, praktično usmerjeni. Te pa so pač malo so taki ljudje, malih pa streniramo. Imamo seminarje, imamo že mentorje, vsak pride dobi mentorja in je mentor z njimi najprej celo poskusno dobo, potem pa, ko uspešno opravi poskusno dobo, naprej ima pa seveda mentorja še tudi kot svetovalca, tako da ima en let ali pa mogoče tudi več. Seveda pol rata tudi prijatelja, pa pol se veš, kako to gre. Je še lažje. In tukaj verjetno, Tone, se ustvarja to zaupanje znotraj podjetja, ampak v zadnjem času pa vsi govorimo o tem in tudi kultura dialoga, to, kar želi poudarjati MČM, in tudi v prihodnjem letu jemljemo kot eno najpomembnejših poslanstev, je tista, ki to gotovo spodbuja, ampak ustvariti zaupanje je sila dolgotrajen lahko proces. Zdi pa se, da je v tem času to izjemno težko. Lahko morda tvoj pogled na to, najprej kar se tiče znotraj podjetja, pa potem seveda tudi širše v družbi. Ja, zdaj seveda, po eni strani je svet drvi, že sam po sebi. Po drugi strani je pa korona prišla in nas je še nekoliko bolj, že zaradi tega nekoliko bolj odtujila enega od drugega. Mi skušamo ta del nekako kompenzirati, v tem času, ko smo bolj ali manj doma, ali pa več doma, tako veliko več doma, skušamo organizirati neka srečanja, saj virtualna, včasih gremo tudi skupaj, recimo, mislim, da ravno včeraj so šli, smo imeli en skupen pohod mislim, da na Šmarno goro, tako da ni to, ni glih na Triglav, tako da lahko grejo vsi zraven, potem ali pa kakšen pohod, ali pa magari že tudi okrog gremo po Črnučah, recimo na kakšen daljši sprehod. Tako da se lahko pogovarjamo, da se združimo, da je ta team building, kot se temu reče, bi rekel, kontinuiran, da se zdaj v tem času prekinemo. Je pa tako, potem nekateri so, večina, pri nas smo se res skoraj, mislim, da zelo velika večina, cepili vsi se niso, imamo tudi nekatere, ki pa s tem nekaj nasprotujejo. Ampak, tle bi rekel, prepričujemo se seveda lahko, ampak je pa istočasno treba biti razumevajoč in je treba biti toleranten. Teh dveh lastnosti bi se morali tudi, recimo, ko so prej izobraževalni sistem omenjala, bi bilo tudi dobro. Saj mislim, da se pri tej socializaciji pa tako naprej to pride do izraza, ampak kakšen poudarek tudi več ne bi bil slab. Kako se iti pravzaprav diplomacijo. Tukaj si recimo ti odlična, jaz vem, da je deloma je tvoja nagnjenost, deloma je pa tudi nekaj, kar si se
tokom življenja, ne, in teh del naučila. Ne. Ampak recimo ti si en tak človek, ki bi ga tukaj le rekel diplomaciji, lahko kar za vzor. Hvala ti, Tone. Ampak veš, tudi jaz včasih padem pod čustva. Ne? Kako obvladovati čustva, ko se ti zdi, to bo pa zdaj zame pomemben nasvet, ko se ti zdi, da nekdo ne vidi sliko tako, kot jo vidiš sam. Razumem, da je potrebno biti toleranten in razumevajoč, ampak s tem mogoče začne že pretiravati. Marsikdaj vidimo v družbi, da tukaj zdaj so čustva res na vrhuncu, napetost se zdi, da smo vsi izjemno napeti. Kaj ti narediš, kako takrat obvladaš čustva? Ja, takrat jih ne. Ja, kaj? Ja, znoriš, ali kaj? Ja, seveda, kaj pa, ne moreš drugače, ne. Čeprav moram reči, veš kaj, sej, najbolj tudi sama veš, ne. Ko si star 18 let, ne, takrat te raznese, ne. Ko si star 30 let, ne, si že malo bolj umirjen, ne, ko si star 60, pa še malo bolj umirjen, pa tako naprej, ne. Te stvari grejo malo z leti, ne, čeprav potem na starejša leta pravijo, da ljudje ratejo bolj nestrpni, ne, in bolj pikri, ne, bolj, ja, to je tudi verjetno tudi s čim drugim povezano, ne samo starostjo. Ampak, ja, ne vem, ne, to se je treba kar naučiti, zadržati, sapo zajeti takrat, kadar izgleda, da ti bo odnesel, da te bo odnesel, takrat je treba poskusiti sapo zajeti. Pokrovka se dvigovati, se moraš ustaviti. Tako, ja. Tone, zaupanje znotraj podjetja si povedal, kako počneš, kaj delate v tej smeri, ampak ko pa govorimo zdaj v družbi, se pa zelo, zelo veliko sprašujem. Jaz že celo življenje sem v komunikaciji, pa se pogosto ujamem v tem, da ne vem več, kaj je prav. Ostati tiho, vseeno poskušati prepričevati na toleranten način. Kaj misliš, kaj narediti za ta reset? Splošno veliko je verjetno potrebno se pogovarjati tudi o psihološki fleksibilnosti in varnosti, v vseh teh stvareh, kajti ljudje so pod stresom, ne glede na to, kaj se dogaja, se mi zdi, da sploh, ko gledam mlade, še toliko bolj. Ja, tle je tolerantnost tista, ne, jaz mislim, da zadnjič sem srečal svojega profesorja z fakultete, profesorja Krbavčiča, ne, pri njem sem tudi diplomiral, pa skoraj magistriral, no, in so se pogovarjala o cepljenju, ne, in je rekel, kolega, ne, je rekel, ja, sem rekel, ne, da pač imamo nekaj ljudi, ki se nočejo cepiti, ne, in pač tega ne zastopijo, ne, mislim, po mojem mnenju tega ne razumejo, zakaj se treba cepiti, pa da bo za njih dobro, tudi ne sem za skupnost, ne, skupnost je pač malo marginalna. Je rekel kolega, morate narediti vse, kar lahko naredite, ker je to vaše poslanstvo, da jih prepričate, da je to pametno. Je rekel, pri tem pa ne smete biti nasilni. Ne? In tukaj sta se potem seveda nekako okrog tega strinjala in sva se tudi zelo dobro razumela in jaz pač vsakmu povem, zakaj in kako je to koristno in da je to dobro zanga, da je absolutno zanga dobro, potem je pa dobro tudi seveda za skupnost. Pri tem, da imam isto v svoji, bi rekel, malo še, jaz imam sicer en svoj tak furlovš, ne, malo ločen od ostalih, ne, pisarno, ne, ampak v moji bližnji okolici pa tudi kdo sedi, ker recimo ni cepljen, ne. In ga pač pustim, ne, jaz nisem nobenemu nič hudega nočem, ne. Čeprav vem, da v bistvu je to ni ravno koristno, niti za njo samo, ni ženska, da ne, sem pa počel povedal, niti seveda za skupnost, ne. Ampak je pač pustim, ne, lej, kaj čem pa je, drugače pa Facebooka, pa delovna, ne, nič ne manjka, bi rekel tako, ne, kaj čem pa. Skratka, tolerantnost je tisto, kar je pravi odgovor. In tudi, ja, narediti vse, kar je treba, da svojo, pa ne bom rekel voljo uveljaviš, ampak da svoje ideje pokažeš, ne. Zdaj, družba bo pa precenila, ne, ali so to ta prave ideje, ali se ljudje niso.
Tone, ko so se pogovarjala, enkrat si mi povedal nekaj, kar recimo nikjer nisem slišala, pa se mi zdi škoda. Marsikdo, ki je prebolel COVID, reče, ne bom se cepil, ker ni potrebe, ampak si mi povedal, da v bistvu ravno za te je dobro, da ne dobijo ta tako imenovani long COVID. Nisem poznala tega, torej to je dejstvo. Ja, literatura govori o tem, ne, da so zdaj si me sicer dobila majhna na levi nogi, ker si nisem šel tega pogledati, ne, ker če bi pričakoval to vprašanje, bi si šel prebrati. Ampak, ker sem to bral pred 4-3 meseci, ne, je literatura govorila o tem, da tisti, da v nekaterih primerih, ne, ko so dali, to se pravi tistim, ki so prvič zboleli za COVID-om, ne, in ko se jim je ta COVID podaljšval, ne, je šel v tisti dolgi COVID, ne, ko se jih cepili in se jim je stanje zelo hitro popravilo. Zdaj, jaz seveda ne morem zdaj tega reči, a to je tako, ne, ker verjetno so pa bile kakšne klinične raziskave narejene, jaz tega nisem šel potem brati in ta trenutek ne morem. Ampak hvala, da si nas že to, bomo mi poiskali tudi odgovor v literaturi in prišli nazaj kje je vir informacij. Ampak morda Tone, še preden grem na naslednje vprašanje, imava še eno vprašanje oziroma komentar, in sicer, ali imate občutek, da ste pri pričevanju cepljenju uspešni, pri močnih čustvih je res težko biti uspešen z argumenti? Ja, kar se tiče Medisa samega, jaz mislim, da prvi smo farmacevtsko podjetje, ne, in imamo relativno veliko strokovnjakov z tega področja, ki imajo določen vpliv, ne. Mislim, da smo mi tle, pri nas smo bili uspešni, pri nas jih je okrog med 85 pa 90% se nas je cepilo. Kot družba, ne, pa seveda nismo uspešni, se to se ne. In se mi zdi to čisto grozno. Mislim, zato, ker koliko 5000 smrti, ne. Veš, mislim, seveda rečemo, te stari imajo itak en kup bolezni, ne, pa itak bodo umrli, ne. Ja. Mislim, če je to moja mama, ne, ki jaz predpisujem še, ne vem, recimo 5 ali pa 10 let življenja, ne, pa umre zato, ker se je nalezla od nekoga, ne. Seveda to ni fajn, ne. In mislim, moramo z tega stališča gledati, ne, moramo gledati, kaj se lahko nam zgodi. Mi smo imeli tudi nekoga, ki je bil proticepilec, prav proticepilec, pa je bil še zelo blizu te farmacije, ne, ni bil farmacevt, pa je rekel, jaz se že ne bom cepil, ne, dokler ni njegov prijatelj zbolel, ne. In je zelo hudo ubogi ratal, ne. Potem je pa seveda se šel cepiti, ne. Ampak ne, to je hudo, da moraš dobiti zmeri to neposredno izkušnjo, in ta neposredna izkušnja je grozno draga. Midva se že prej govorila o teh podjetnikih, ne, ki začnejo po srednji šoli brez znanja, ne, hočejo ratati ali nekaj, ne. Tukaj izjemoma to gre, ne, ampak praviloma pa to ni pot k uspehu in to je tudi zelo draga pot k uspehu, ne. Tako kot tukaj pri cepljenju, da moraš sam na svoji koži probati, da pa rečeš, to je pa fajn, to je zelo drago. Ja, in res je škoda, ker rešitev obstaja, pa jo ne sprejmeš. Meni je včasih zato hudo, ker si mislim, zakaj ne sprejmemo rešitve. Ampak hvala Tone za tale pomemben tolerantnost odgovor, ki si ga moramo vedno znova in znova ozaveščati. Ti imaš pa tudi zelo dober vpogled, Tone, kam se razvija medicina, kam se razvija farmacija, skratka, kam gre ta inovativnost in verjetno se bo v nekaj letih, to bo zdaj vprašanje, ne bom dala trditve, ker ne poznam dovolj, se bo v nekaj letih ali v nekaj 10 letih to popolnoma spremenilo. Slišimo o personalizirani medicini, vemo, da so algoritmi zdaj že nekje se obravnavajo kot dejansko zdravljenja oziroma se začenja o tem veliko govoriti. Vemo, da so nova biološka zdravila že na trgu. Skratka, tukaj se dogaja en izjemen, ne vem, lahko rečem razcvet, razvoj.
kako ti vidiš stvari in vi tudi sodelujete s tem, ne samo, da ste zastopniki inovativnih podjetij, ampak tudi sami razvijate inovativna zdravila. Prosim, povej nam malce, kam gremo. Zdaj je to tako zelo široko vprašanje. Ne? Ja, ne se je fino, ampak tako bom rekel, ne? To je en naraven proces pravzaprav. Ne? Ali pa ta proces vidimo že od samega začetka. Na začetku smo imeli en antibiotik in to je bil penicilin. In za vse, kar je imel kdo neko infekcijo, je dobil penicilin. Ne? In potem so se ljudje kar pozdravili. Ne? Potem so prišli še drugi antibiotiki zraven, recimo je prišel amoksicilin. Ne? In potem so že zdravniki ločili, ne, počasi. Aha, za tele infekcije penicilin, za tele amoksicilin. Ne? In potem so prišli tretji in četrti. In ravno tako je bilo pri raku, ne? Čeprav tam je majhen drugačne, tam so bili specifični. Ne? Za enega si dobil zdravilo, za drugega ga nisi imel. Pa si dobil še za ta drugega zdravilo, ne? Pa še za tretjega. Skratka, tu v bistvu je šla ves čas za neko, kot si lepo rekla, personifikacijo. Ne? Zdaj gre pa še bolj do tega, da vsakega človeka posebej pogledajo pa reče, aha, za tega le bo to, za onega le bo to in tako naprej. Ne? Pa tudi za tako vrsto bolezni bo to zdravilo. Skratka, to je tak zelo naraven tok in do tega je pač pripeljal. Sva tudi malo digitalizacijo omenila. Ne? Jaz sem bil zadnjič, bo pa 2 meseca, 3 mesece nazaj, kar naenkrat utečem takole. Sem bil tak neprepoznaven. Ne? Koga je zdaj to za hudič? Ne? In nič, ne. Če naslednji dan sem bil že v redu, ne, pa sem šel v zdravnik, pa sem nekaj kvačem, jaz ne vem, se prav nič, ne. Na kar pol, čez kakšnih 14 dni spet, puf. Kaj je zdaj to za hudič? Ne? In pol zdravnik pa je skrb študirala, ne, kaj bi to lahko bilo, ne. Nisva pogruntala, kaj bi to lahko bilo, pa prav, veš kaj, jaz imam pa zdaj en dostop do ene digitalne platforme, bova midva tu pogledala, kaj se da tle narediti. No, in so mi kri vzeli in so vse te parametre noter in je napisali. Potem ven, ne, da je možnost en rak, oziroma na prvem mestu je bilo vnos neke tuje snovi, ki vam to povzroči. Druga je bila en tak fantazijski rak, ne, to smo podpisali, pa je bila tretja stvar, pa so bile pa že zelo čist nizke neke stvari, ne. In sem rekel, kaj bi to lahko bilo, in potem sem se spomnil, da sem jaz jedel obakrat eno čokolado, ne. Prav specifično čokolado. In sem potem ta tretjič probal in sem spet takoj tekel, ne. Sem rekel, to je to. Ne, skratka, ta digitalna diagnostika ne prihaja, ne, in jaz mislim, da bo to pravzaprav tisto ključno, ne. Diagnostika, ne, ki ti bo točno pokazala, kaj ti je, ne. Oziroma bolj zanesljivo ugotovila kot zdravnik, ne, kaj ti pravzaprav je. Zdravnik bo pa to, seveda potem, ko bo videl to idejo, bo rekel, wow, bo pa zdravnik to potrdil in bo rekel, ja, to je res to. Ker mora izključiti vse tiste stvari, ne, za laika to absolutno je, bi rekel, neprimerno orožje, ne, ali pa orodje. Zato, ker laik bo potem pogledal, zdaj imam pa raka, ne. Ja, in tako bo videl raka piču, ne, bi se najprej, ne, ampak to pa ne poznam, ne, se nekaj ne, to sigurno ni, ne. Je pol uno drugo, ne, in to bo zdravnik, recimo, zna presoditi, kaj ti je. In tle se bodo stvari razvijale, ja, tako kot si rekla. Personifikacija, vsak mu svoje, v naslednjem koraku bo še genetika prišla še bolj do izraza, že zdaj je do neke mere, ne, že zdaj vemo, katere bolezni so, recimo, se lahko razvijajo, pa tudi katere se absolutno razvijajo, pa katere so posledica genetskih sprememb, ki nastanejo še pred rojstvom, ne, skratka, takoj, ko se začne jajčica deliti, ne, nekje v tem sistemu nastane napaka in pač nimaš kaj narediti. Skratka, ta tehnologija, tudi konec dneva, mRNA tehnologija, na katerih je cepivo, ne, vse to dodaja lahko in dolgoživosti in večji kvaliteti življenja. Seveda je to nekaj novega, potem vprašanje, koliko ljudje zaupajo, ampak slovenski zdravstveni sistem ima pa kar nekaj izzivov, ki se jih seveda zavedamo. In je verjetno zelo pomembno, saj v MČM imamo tudi zelo močno komisijo za zdravje in kakovost bivanja, kjer opozarjamo na te stvari. Je pa včasih izjemno težko govoriti o vseh teh
novostih, če po drugi strani vemo, da so čakalne dobe, ki so nujne, tako zelo dolge. Tako da verjetno je potrebno ta nova znanja uvajati, o njih govoriti, ozaveščati, hkrati biti pa tudi razumen, kaj lahko in kaj zmore trenuten sistem. Ampak, če se vrnemo nazaj k Medisu, vprašanje, kako pa ste od tega, da ste zastopali, prišli do lastnega razvoja? Ja, to, kar si prej rekla, mi imamo tudi nekaj ljudi, ki so pač, ali pa ne, predvsej ljudi, večina, ki so diplomirali, pa doktorirali, pa ne vem, kaj se sorte, skratka, ki so strokovnjaki na svojem področju in smo se pravzaprav že na samem začetku, mi smo rekli, da bomo za trženje in proizvodnjo zdravil, da bomo podjetje za trženje in proizvodnjo zdravil. No, s trženjem smo se zelo hitro, skratka, čisto takoj začeli ukvarjati, s proizvodnjo smo pa rekli, joj, to je pa veliko vlaganja, pa tako naprej in nekako ni šlo. Smo pa rekli, da bi mi začrtali nekaj zdravil, pa bi jih potem dali v izdelavo nekomu drugemu, tako kot Lohnarbeit, po domače. No, in smo potem pač razvili že tam leta 96 prve, kar je neparih je bilo, no, v tistih se je en še obdržal še do danes, to je bil Aglurap, zdravilo za zdravljenje diabetesa tipa 2. Tudi najuspešnejše zdravilo v Sloveniji na tem področju. Razširili smo ga tudi na nekatere druge države, ne pa povsod, ker so drugi bili nekateri pred nami. To je sicer generično zdravilo, nismo bili inovativci na tem področju. No, potem smo pa razvili še dve drugi, pa v zadnjih letih, v zadnjih 10 letih, Rozakta in pa Ladiva. To sta pa dve zdravili, ki temeljita na, bi rekel, zgodovinskih izkušnjah iz zeliščnih pripravkov. In potem seveda tudi na izvedenih kliničnih raziskavah. Mi smo razvili Rozakto, to je krema za zdravljenje revmatskih in pa revmatskih bolečin, bolečin po udarcih ali pa bolečin v sklepih, ki deluje povsem enako učinkovito kot kakšno drugo kemijsko zdravilo. In je pa iz rožmarinovega olja, rožmarinovo olje je osnova, ampak je dovolj velika koncentracija. Če ti uporabljaš čaj, je tako, tam je koncentracija premajhna, ni ta pravega efekta. Tukaj je pa koncentracija visoka, taka primerna. Klinične raziskave so bile narejene, učinkovitost je dokazana in se res zelo, zelo lepo drži in tudi učinkuje. Drugo tako zdravilo je, smo pa bili še to treba povedati, to smo registrirali v EMI, to se pravi Evropski agenciji, ne v Sloveniji samo, ampak na Evropski agenciji in smo registrirali praktično za vso Evropo. Drugo tako zdravilo je bilo Ladiva, to je pa za menstrualne krče, za dekleta, to prije zdaj na trg. Pa smo pa še nekaj prehranskih dopolnil, recimo vaja je ena taka, pa potem je ena taka je violin, ali pa ta se pod dvemi imeni je v nekaterih državah je kot Novalak prenatal, v nekaterih pa kot violin. Tako da to je taka res zelo dobri proizvodi. In to bo zdaj tudi moje zadnje vprašanje, Tone. Prej sva govorila o tem, kako je biti kot majhen, velik, kje je tista meja, da postaneš tudi zanimiv oziroma da te vidijo kot takega, pa vendarle veva, koliko farmacevtska industrija vlaga v razvoj. To so res milijarde in milijarde. Vam kot za slovenske razmere seveda veliko podjetje, ampak za svetovne, evropske pa, bom rekla, ravno prav veliko. Ja. Je pa, morate pa v bistvu biti morda malce bolj inovativni, bolj kreativni. Kaj je tisto, da vam uspe kljub manjšemu vložku denarja priti na trg z tovrstnimi inovativnimi zdravili? Ja, malo poguma je treba, Treba je več stvari pravzaprav, treba je predvsem pogum, to je ta prva stvar.
Potem je treba seveda zelo veliko znanja, to je pa druga stvar, potem je pa treba tudi nekaj denarja. To je pa tretja stvar. Ne? In če vse to tako skupaj še štrikaš, ne, potem nekako to pride. Pogum pa dobra volja. No? Mislim, tle je ta dobra volja, to je, mislim, da je še skoraj največ vredno. Tudi takrat, ko sem govoril o toleranci, pa o teh stvarih, vse stvari so povezane med sabo. Treba je toleranten pa biti dobrovoljen. Ne? Prvič je treba biti dobrovoljen in treba biti dobronameren. Ne? Oboje mora biti. Ne? In to tudi družbo lahko pelje naprej, ne? Saj ne samo podjetje, tudi družbo lahko ta dobronamernost. Ne? Delali bomo samo stvari, ki koristijo vsem. Delali bomo samo stvari, ki bodo dobre res za vse. Ne? To potem je družba, ne? Ker mi smo vsi odvisni od družbe. Ne? Potem je družba pripravljena, da te dobra dela ali pa dobre stvari, da plača. Ne? In potem samo na ta način podjetje lahko uspe. Ne? Če delaš slabe stvari, ali pa ne gre. Tone, lepa popotnica, kultura dialoga je to, s čimer sva začela. Res lepa popotnica je, bodimo naprej pogumni, dobrovoljni, tolerantni, dobronamerni. Hvala ti za ta pogovor. Vedno mi je res v veselje, tako da se veselim še tudi kakšnega v živo. Za danes pa res samo hvala in ti želim res en odličen petek, vikend, pogumno in dobronamerno. Hvala ti. Hvala lepa tudi tebi in hvala lepa tudi vsem poslušalcem. Hvala. Srečno.